Prav lepo pozdravljeni, minilo je kar nekaj mesecev, ker smo se nazadnje na ta način srečali. No in dovolite mi, da danes pregovorim ponovno o mogoče najbolj perečih zadevah trenutno v naši občini. Prav gotovo je ena izmed tistih zadev trgovina, zraven bankomat radi omenjamo, no pa dovolite mi, da vam tle mogoče na ta drugi lažji odgovor. Bankomat v Komendi ponovno dela, sicer na drugi lokaciji, in to je na telovadnici. Na žalost, saj sem zdaj pred dnevi dobil obvestilo, da je večkrat v okvari. Kaj naj rečem, zgleda, da so to začetne težave, kar se bankomata tiče, ampak običajno se to uredi. S tem saj za nekaj časa bomo problem dvigovanja gotovine rešili in upam, vsaj še kakšno leto bo gotovo trajalo, predno bomo dobili na novi trgovini nov bankomat, da bomo tudi s tem bankomatom zadovoljni. No, Trgovina, ja, zelo lepo bi bilo, če bi ob zaprtju stare prerezali trak nove, ampak na žalost nam to ni uspelo. Ker moram priznati, no, da glavni krivec za to sem kar sam, ker sem bil eden tistih pobudnikov, ki je skupaj so delavci recimo se odločila, da v Komendi postavimo trgovino, v kateri bo delovalo konkurenčno podjetje, podjetja Tuš, in mislim, da bomo kasneje vsi zadovoljni. Dobili bomo trgovino Mercator. Pogodba je zdajle, ko vi tole gledate, zagotovo že podpisana in v prvih mesecih naslednjega leta bomo priča tudi pričetku del izgradnje novega poslopja, kjer bo v pritličju trgovina 650 kvadratnimi metri velike prodajalne površine, zraven so seveda tudi pomožni prostori. No in v tej stavbi v pritličju se bo našla tudi kavarna, in ker mislim, da saj osebno, mislim, da je ena najbolj potrebnih zadev tudi v Komendi, ki smo že imeli, to je slaščičarna. Tudi slaščičarna bo dobila svoje prostore v tej stavbi, no in ne nazadnje našim občanom ne bo več treba v Mengeš, Kamnik oziroma v Kranj hoditi kupovati loterijske srečke. Ne vem, kako to sicer izgledajo, ampak vem pa, da je kar veliko ljudi, ki hodi v Mengeš staviti, no, tudi trafiko in možnost potrate denarja tudi na ta način bomo omogočili prav v tej stavbi, vsaj tako načrtujemo. No, na temi prostori se bo gradilo tudi, se mi zdi, nekaj čez 40 stanovanj, in tisti, ki bodo hoteli, ali mlade družine iz naše občine, ali pa mogoče drugod si bodo tu lahko našli tudi prostor, svoj kotiček. Odprtje trgovine nekje načrtujemo tam po počitnicah in do takrat bo treba, kot sem že večkrat rekel, malo stisniti zobe. Malo na križ, malo v Moste, in seveda tudi te dve trgovini, manjši v Komendi, vam bodo za ta čas gotovo rade priskočile pri vaših potrebah na pomoč in prisluhnili tudi vašim željam, ukolikor zdaj še nimajo kakšnih artiklov v trgovinah. Toliko se mi zdi, da je v trgovini pa v tem centru dovolj, se smo že večkrat o tem govorili. Zdaj, če koga zanima še kaj več, naj nam napiše par vrstic, pa mu bomo tudi mogoče na drug način preko aplence odgovorili. No, zdaj naj pojasnim še prekopavanje in izgradnja novega dela pločnika nizvodno v smeri proti Mostam, od gasilnega doma pa do telovadnice. To cestišče, del cestišča in pločnik smo morali porušiti zaradi tega, ker smo mogli cevovod med že izgrajenim vodovodom smeri Most in Komenskim povezati, da bomo zazankali, pravijo vodovodarji,
vso to vodovodno mrežo in s tem bomo imeli možnost priklopa vsega dela Komende. Zdajle trenutno, ravno danes, četrtek je, ko tole z Juretom snemava, so v Mostah zarohneli stroji tudi pred Kraljem. Bomo povezali tudi vas Žeje in se mi zdi, da samo nekaj hiš na severni strani ceste Mengeš-Moste bo še ostalo na krvavškem vodovodu in seveda celotna vas Suhadole, ki pa bo pričakala to tako imenovano kamniško vodo nekje v spomladanskih mesecih. No, naj zagotovim, da tudi ta krvavška voda zdaj ob manjši porabi, seveda cele Vodice in velik del Komende se zdaj napaja z kamniškega vodovoda, tako tudi ni več potrebe na krvavškem sistemu tako velikega površinskega zajetja vode ob tem zmanjšanju, no in prepričan sem, da je tudi ta voda z krvavškega zajetja zadnje čase manj klorirana in, bom rekel, boljša. Toliko o tej vodi. No, ker pa je bil pločnik oziroma cestišče od gasilnega doma pa do pošte oziroma do telovadnice že porušeno, bomo v teh dneh položili tudi plinovodno omrežje, seveda saj priključke izven cestišč in ponovno uredili pločnik. No, naj pa povem tiste, ki večkrat otroci recimo največ hlačajo nekje od centra Komende pa do šole, da jim bomo omogočili, če ne prej pa spomladi, obojestranski pločnik prav do šole in ga povezali s tistim, ki je prišel iz strani Most. Zdajle še to jesen bomo po desni strani obnovili pločnik, takoj spomladi pa tudi tisti manjkajoči del od Vodeta pa tja do šole, tudi po levi strani. Saj z veliko večino lastnikov zemljišč sem že govoril in so pripravljeni odstopiti zemljišče, no in mislim, da tle ne bomo imeli težav. Tako bomo imeli skozi vso vas, tako kot v Mostah, obojestranski pločnik, tudi v Komendi, seveda pa še predvsem v bližini šole. No, zdaj seveda nekaj moram reči tudi o vasi Križ. No, vem, da smo prav vsi že siti, verjemite mi, da najbolj pa sam. Dela, kot ste videli, najprej nam je vreme nagajalo, da niso šla po takem vrstnem redu in z brzino, kakršno bi si mi želeli, no nakar, ko je vreme nas pogledalo z lepše strani, smo imeli nekaj zapletov, da nismo mogli vse naenkrat poasfaltirati. Seveda, no te zaplete smo, hvala Bogu, veliko zadovoljstvo prav vseh rešili, samo se nam je pa z izvajalci zataknilo in asfalterji nas dneva v dan malo vlečejo, no in te dni, ko boste začeli gledati tale program, sem prepričan, da bo tudi ta pomanjkljivost oziroma manjkajoči del cestišča že poasfaltiran in počasi se bomo začeli pripravljati na otvoritev, ki bo 26. novembra, se pravi mesec dni pred Štefanovo, se bomo dobili na Križu, dobili se bomo ob 3 popoldne pred lovskim hramom in bomo seveda ob spremljanju kamniške godbe šli tja do centra Križa, ki ni pred cerkvijo, ampak pred gasilnim domom, saj, kot vsi vemo, na Križu ni hiše brez gasilca, no in zato mislim, da lahko rečemo, da je center Križa tam pri gasilskem domu in pri Breznikovem domu, kjer bomo tudi odprli oziroma dali, zaželeli križanom in vsem tistim, ki se vozijo skozi Križ, srečno vožnjo. No, z Križa bi šel še malo se sprehodil po coni, čeprav ne veliko, ker od cone pa res se mi zdi, da največ veste, kar je tudi prav, saj je cona ena tistih zadev, ki je in bo naše življenje tle v naši občini krepko spremenila.
seveda imam v mislih v dobro. No, dela nam absolutno grejo po planu, lahko rečem, da tudi že malo v plus, kar pa ni čist nič slabega, saj kar naredimo zdajle pred snegom, toliko lažje in ceneje se nam bo nazadnje izteklo. Moram reči, da tisti, vidite, ki se vozite proti Vodicam, da je velik del tudi priključka te glavne ceste, to mi gradimo. Nažalost nam na tem delu ni uspelo pridobiti soglasja Darsa, da izgradimo rondo, kot smo ga imeli tako v načrtih, v planih, samo nismo uspeli in morali smo z rondoja spremeniti v to navadno, te križišče in to, kar zdaj ratuje tle na cesti Žeje Vodice, nažalost bo normalno križišče, ne semaforizirano, ampak pravijo, da je v tej velikosti zaenkrat dovolj veliko, tako strokovnjaki. No, nažalost, jaz mislim, da bi bilo dosti boljše zgraditi rondo, ki pa ga kasneje ob cesti, ob izgradnji ceste Želodnik-Vodice, pa načrtujejo. Tle me ne vprašati, zakaj, kako, tudi meni tle ni več nič jasnega, samo to vem, da moramo narediti tisto, kar nam dovolijo, pa tudi pike ne več. No, naj povem še to, da trenutno teče tudi razpis za drugi del te poslovne cone v velikosti 250 tisoč kvadratnih metrov in seveda podjetniki in prijateljem lahko poveste, da imajo čas se mi zdi, do konca meseca, tam nekje, da se prijavijo oziroma kupijo del zemljišča v naši poslovni coni. Otvoritev ne vem, kdaj bo, ampak recimo nekje spomladi. Moram pa povedati z zadovoljstvom, da graditelj, ali pa bom rekel, ker poznamo tle pod imenom Starman, se pravi zadnja stavba v tem prvem delu, bo še v tem mesecu odprla vrata svojim uslužbencem in prva stavba v naši poslovni coni bo zaživela. Mislim, da zasluži gospod Starman svojimi sposobnostmi vse čestitke. No in nekje se lahko pohvalimo, da smo tako soportirali gospodu Starmanu, lahko rečem, da pred letom dni se še nismo poznali. V letu dni smo izvedli tako odprodajo zemljišča, tako pridobitev, tako lokacijski načrt izpeljali absolutno vso gradnjo infrastrukture, pridobili gradbeno dovoljenje, mi smo ga za njega pridobivali, ker smo bili dolgo časa še mi lastniki zemljiško-knjižni. No in gospod Starman je izgradil, se pravi, v enem letu nam je skupnimi močmi to uspelo. Zelo smo zadovoljni, če lahko tako rečem. No pa, če gremo s cone, gledajte, tle sem si napisal proračun. Zdajle ta mesec že skupaj stikamo glave oziroma vsak na svojem področju, tle na občini, pripravlja nove številke za proračun za leto 2006. Tle bi rad z tega mesta povedal sledeče. Po lanskem, se zdi, razkošju so se tako društva, klubi kot razne organizacije, kako ne rečem, globoko zadihali, seveda ob takih dotacijah, kot so jih dobili, in dobili so zgleda za let in v letošnjem letu se nam že pojavljajo želje po 100% in še ne vem kakšnem povečanju posameznih postavk. Tle sem zavzel stališče in to bo veljalo prav za vse. Vse dotacije za leto 2006 bodo enake, kot so bile v letu 2005, prav za vse proračunske porabnike, ki dobivajo dotacijo z občine. Niti pri enem ne bomo naredili
razlike oziroma dopustil, da bi dobili $1 več kot v letu 2005, razen če ne bomo kasneje ugotovili, da imamo mogoče sredstva na razpolago in bomo pa makar marca, aprila ali pa maja naredili rebalans proračuna in povečali dotacije. Zato pa lepo bi prosil prav vse predsednike, vodje ali pa karkoli vseh skupin, ne nam pošiljati na občino želja, ki so večje, kot so pa bile v letu 2005. Mogoče se bo to zdelo komu nespametno, ampak moram vam povedati, da smo od enih, in to organizacija kar močna, ne bom jo imenoval, dobili že preko 100% večjo vsoto zahtevk in pritiskajo na vse možne načine, seveda preko svetnikov, da to uvrstimo take številke v proračun. Še enkrat bom ponovil, tako kot v letu 2005, tako do $1 bo tudi za leto 2006, do rebalansa proračuna. Kdaj pa bomo rebalans naredili, je pa odvisno seveda od dotoka sredstev. Toliko o proračunu. Moram pa povedati, da imamo tudi kar nekaj težav, tako z društvi kot športno zvezo trenutno, no pa če te prv, kar omenim turistično društvo. Mi smo se v teh 7 letih kar v nekaj organizacij povezali, seveda preko katerih je prav prek turistično društvo držalo vezi, niti, no in recimo ta podjetna regija, ki jo poznamo, se pritožuje, da z naše strani ni nikogar več, ne sodelujemo, se ne javljamo na razne sestanke, nismo prisotni niti na Alpe Adrii, nismo prisotni v Ovčjem potoku, tam, kjer je skupno sodelovanje. No in kaj ne rečem, povabili smo predsednika turističnega društva oziroma turistično društvo, naj skliče sestanek, kjer bi bili prisotni tudi mi, občinarji, no in ukolikor ga ne bojo sklicali, bomo po mojem na občini prisiljeni sami sklicati ta sestanek in ukolikor še takrat ne bomo uspešni, bomo, ne vem, ustanovni zbor turističnega društva ponovno, ampak to se mi zdi, da ga ne bo treba sklicati. Toliko, kolikor se turističnega društva tiče, nažalost moram to povedati, no je pa tle še športna zveza, tista, ki ima tudi velike težave, ki tudi ne spelje, meni je to hudo, ker o športu in o denarju, ki smo ga namenjali z občinskega proračuna za šport, se mi zdi, da je prav, da športniki oziroma športni delavci odločajo o delitvi teh sredstev, samo ker se mi zdi, da še zmerom bolj zadanejo, kot pa mi tle na občini. No, poskušali jim bomo pomagati, da bo delo steklo tako, kot smo si sprva vsi želeli in smo verjeli in ne še zdaj verjamem v športno zvezo Komenda. No, moram reči, da velike težave ima tudi konjeniški klub, saj vemo, da ne vem po kakšni logiki, ampak po zakonih, kot mi mislimo, da naj zakoni držijo, se tudi tle ne dogaja konjeniškemu klubu, ampak v mislih imam denacionalizacijo. Vsi vemo, da v postopku denacionalizacije bivši lastniki zemljišč niso bili upravičeni do vračila v naravi, ukolikor je na teh prostorih oziroma na parcelah se odvijala družbena dejavnost, ki je za občino neobhodna oziroma ki tvori v neki sredini dejavnost, katera se brez teh zemljišč ne more več opravljati. Hipodrom se mi zdi, da je absolutno zadeva v Komendi, brez katere niti konjeniški klub, niti širše, če omenim samo sejem, in tudi športno društvo ima svoje tako igrišče kot vežbališče na teh prostorih, ampak vseeno je upravna enota Kamnik
vrnila ne vem kako, po vseh teh zagotovilih in protizakonito, družini Marušič velik del hipodroma, bom rekel. Nekaj steze in nekaj tudi travnatih oziroma igrišča nogometnega in se mi zdi, da tam nekaj preko 4000 kvadratnih metrov je vsega tega zemljišča. No in tisto pa ne rečem, da ni prav, vrnjenih so dobili tudi nekaj tisoč kvadratnih metrov nasproti stare mlekarne, tam, kjer je sprehajališče, bom rekel, za konje. Vse to so dobili vrnjeno in zdaj zahtevajo od konjeniškega kluba za vsa leta, ko so uporabljali ta zemljišča, kar je normalno, in nobenih pogodb ni bilo in seveda tudi smo prepričani, tako kot konjeniki, tako smo tudi mi prepričani, da do te parcele v hipodromu absolutno niso bili upravičeni, kar se tiče vračila. No in tle imam pismo. Skupaj so naračunali za nazaj kar 26 milijonov in še nekaj zapadlih obveznosti konjeniškega kluba do upravičencev te denacionalizacije in mislim, da bo to en oreh, ki ga bomo skupaj morali s konjeniškim klubom streti. Seveda, kako se bo končalo, vam zdaj ne znam povedati, ampak sem pa prepričan, da tako vroče juhe, kot se skuha, se nikoli ne poje in tudi v tem primeru mislim, da ne bo. Je pa dosti žalostno, da moramo imeti take težave, tudi recimo s takimi krivicami, ki protizakonito, saj pa naše, delajo, ampak država je država. Naj povem samo to, da nekaj podobnega se nam je naredil tudi v Suhadolski jami, kot jim mi rečemo Gramoznici, kjer so brez zakonske podlage vračali zemljišča in zdaj imamo zelo velike težave tudi tam. No, toliko, kolikor kar se konjeniškega kluba tiče, no, morebiti bi tle samo še omenil, da bo zdajle januarja poteklo 2 leti, odkar sva s predsednikom konjeniškega kluba podpisala pogodbo o prodaji zemljišča ob Pšati, kamor naj bi v 2 letih konjeniški klub predstavil svoje hleve, seveda, da bi se umaknil tle z centra komende, no in sami lahko vidimo, koliko je v teh 2 letih bilo narejenega. No, zdaj pa mogoče bi spregovoril še o domu za starejše občane, ki je zdaj zadnje čase menda tudi mogoče prav zaradi bližine Cerkelj, kjer se načrtuje tudi dom, se mi zdi tam nekaj preko 200 postelj naj bi v Cerkljah v Šmartnem stal. No in gotovo bojazni tle v komendi, da z tistih obljub, ki smo jih že dejali, ne bo nič. No, naj ponovim malo zgodbo, se mi zdi, da takoj ob nastanku naše občine smo si upali na glas reči, da bomo gradili tudi pri nas dom za starejše občane. Seveda ta želja je rasla že leta in leta, no nekateri taki optimisti, kot sem jaz, smo ga že kar zgradili, mogoče že kakšno leto nazaj, ampak nič ne de, vsaj napake take, kot bi jo mogoče prvi trenutek naredili in gradili tudi mi za par 100 starejših ljudi dom. Mislim, da bi veliko napako naredili in to, kar bomo zdaj delali, se mi zdi in sem prepričan za našo občino in za slehernika gotovo boljša poteza. No in kje smo? Mi smo že pred leti kupili zemljišče, kjer bo 16 000 kvadratnih metrov veliko, vsi vemo, sem že tokrat povedal, pa če še enkrat ponovim, ob tej šolski poti, nasproti vrtca oziroma šole. Zemljišča imamo v celoti pridobljena, tudi tista za sam vhod do teh zemljišč. Moram povedati, da se zdaj že rišeta tudi 2 projekta mostov, eden je namenjen prav za tle prehod preko Pšate, no drugi pa za potrebo v Mostah preko Tunice. No, ta 2 projekta bosta končana v teleh mesecih,
sem prepričan, da še v letošnjem letu, no in v naslednjem letu bosta tudi ta dva mostova dobila že postavko v proračunu naše občine in ob izgradnji mosta preko Pšate, zdaj če se povrnem nazaj samo v Komendo, bomo seveda izgradili tudi vso potrebno infrastrukturo za potrebo, bom rekel, gradnje na prostoru, ki je namenjen za starejše občane, kakor tudi na levi strani, če gledamo od šole proti gori, na levi strani tudi za športni park, ki ga bomo v teh letih začeli graditi. Kdaj bomo začeli z izgradnjo? Moje mnenje je nekje leta 2007. Kaj graditi? Mi vsi vemo, da smo pred meseci veliko anketo po naši občini imeli in sicer smo, se mi zdi, obiskali z anketarji tam nekje okrog 280 starejših občanov od 60 let. In z teh rezultatov, ki jih bomo dobili s to anketo, bomo videli potrebo, po čem sploh sprašujejo oziroma kaj potrebujejo naši starostniki oziroma starejši občani naše občine. Trenutno smo mnenja, da v naši občini rabimo okrog 50 postelj, 30 za stalne prebivalce doma za starejše in mogoče 20 za dnevno varstvo starih ljudi. Vse to nam bo ta anketa, ki jo bomo katere izsledke bomo tja do novega leta dobili in tudi vam posredovali, mogoče malo kasneje v eni primerni brošurci, ker je gradivo zelo, zelo zanimivo, bila je kvalitetna. No, dobili boste na dom, da se boste tudi sami prepričali, no in takrat bomo začeli iskati projektante, ki nam bodo na kožo, naši občini na kožo in potrebam naše občine začeli risati prostore. Kaj rabimo, kje rabimo, koliko in možnost dograditve, seveda, kot sem rekel, načrtovanje v letu 2006 in možnost izgradnje 2007. Seveda ne pa imeti v glavi velike stavbe z 200-300 posteljami, ker se mi zdi, da se niti tisti, ki bi se preselili v Komendo, v tako veliko zgradbo, tako kot tudi mi ne bi dobro počutili, ker premalo nas je, da bi lahko sprejeli toliko in toliko starejše populacije. No, da pa ta čas ne spimo, verjemite mi, delamo zelo veliko na skrbi za starejše občane in ne samo za starejše. Mi mislim, da bodo stari zadovoljni, se moramo mi zdaj kot srednja generacija in tudi seveda svoje otroke moramo vzgojiti tako, da bomo čim bolje živeli, sobivali in se dopolnjevali drug drugega. No in prav ta skrb potem nas je pripeljala do tega, da smo že organizirali prvi korak je bila ta anketa, no in zdaj nadaljujemo s tem, začeli bomo pripravljati tečaje in sicer najprej bomo se začeli učiti, kako ravnati s starejšimi občani, kako jih negvati na domu najprej, ker se mi zdi tako, kakor je za otroke, rečem, bolje, da čim dlje ostanejo, predno jih damo v vrtec, med domačimi, če je le možno tja do 3. 4. leta, tako nas učijo, da je tudi za starejše ljudi treba poskrbeti, da čim dlje ostanejo v svojem krogu, med domačimi, seveda pa, ker vsaka družina sama tega ne zmore, bomo poskrbeli, da bomo preko služb, preko prostovoljcev, preko nas vseh lahko slehernik svoje starše, strice, tete lahko negoval v sredini, v kateri so živeli do zdaj. No in prav zato pomoč tistim družinam, ki imajo starejše ljudi v svoji sredini, za učenje, kako
nagvati, kako živeti z njimi, da bo čim boljš, manj boleče za vse, smo pripravili predavanja in sicer profesor dr. Jože Ramovš, on je predstojnik inštituta Antona Trstenjaka, nam bo predaval na predavanjih, ki se mi zdi začnejo zdajle 22. novembra, ampak povabilo na ta srečanja boste še na tej naši televiziji dobili posebej predvajana. Zato vas tudi na tem mestu povabim, udeležite se jih, verjemite mi, ne bo vam žal. Nasvidenje za enkrat.